pozdravljeni in pozdravljene, pa hkrati pozdravljeni in pozdravljene. Upam, da nekoliko po daljšem premoru od tistega, kar vas dela utrujene, čeprav je človek lahko utrujen tudi od aktivnega počivanja. Prva epizoda 2026 bi lahko bila namenjena mačku, ampak bo namenjena, dobro jutro, nečemu, kar imajo mački radi, ptičem. 5. januar je svetovni dan ptičev in njim namenjamo tokratno antikvizovsko epizodo. Vas pa vabimo, da v arhivu poiščete še lansko epizodo o Venezueli s podatki, ki so pa hkrati veliko povedo o stanju države. Recimo o tem, da je bila zadnja nagrada na njihovem milijonarju 80 evrov. Preračunano. Pa da potrebujete za nakup plenic tam rojstni list otroka. Ja. Ampak danes pa o ptičih. 80 evrov je 3-4 plače drugače, tako da ni tako slabo, ne. Standardna pravila, 5 podatkov, 4 držijo, 1 ne in iščemo seveda ravno tega, ki ne drži. 01 475 2202, to so podatki o ptičih. Listen very carefully, I shall say this only once. Prvi pravi. Izraz snajper za ostrostrelca se etimološko nanaša na lovce, ki so bili toliko izurjeni, da so lahko v letu ustrelili kljunača. To je pa vrsta ptiča, ki se v angleščini reče snipe. Drugi podatek, hindi je turška beseda za purana, ker so Turki mislili, da izvira iz Indije. V angleško govorečih državah mu pravijo turkey, ker so mislili, da so ga iz Afrike prinesli turški trgovci, no dejansko pa je puran avtohtono ameriški. Tretji podatek, med velikim skokom naprej je Mao Tse-tung ukazal na Kitajskem odstraniti vse vrabce, ki so kmetom delali škodo. To velja za enega glavnih razlogov velike kitajske lakote, v kateri je umrlo na milijone ljudi. Četrti podatek, ista vrsta ptic v mestu poje drugače kot na podeželju, predvsem hitreje in krajše in strokovnjaki so ta način poimenovali ptičji rep. In še 5. zadnji podatek, flamingi v vodi na eni nogi stojijo zato, da čimka kot plenilcev zgrabi drugo, jim še vedno ostane ena. 01 475 2202, kateri od podatkov ne drži. Primus. Tudi v novem letu. Dobro jutro. Inter pares, bi rekli stari Latinci, ja. Dobro jutro. Da se ne izneveram. Tako, ja, se smo se zmenili, ne, konec lanskega leta, da se slišimo in si voščimo tudi novo. Vse naj in tako naprej. Dobro sta začela letos. Ja. Meni je najbolj všeč prvi, slišal sem tudi drugačne želje, ne namigujem na nič, ne, ampak... No, tokrat imam pa 33. Aha, 30. Ponovadi ste na 2, ne? Kjer ga so danes? A numerološko bomo izračunali. Ja, ne vem, 5. Dobro, da nismo šli staviti. Mitja je stavil, da bomo ugotovili v prvo in dejansko smo, ne. Ja, nisva bila pozorna na datum, vidiš še ena stvar, ki jo morava upoštevati prihodnjič, ne. 5. januar, absolutno ne bi smela postaviti. In jaz sem rekel 1, ne, torej 1 verjetno ni, ne. Bravo, Primož. Ja, flamingi, je zgodba o flamingih, ampak drugačna, ne. Zakaj stojijo na eni nogi, ajda? Ja, v bistvu gre za temperaturo, ampak takole, morda malo širše. Običajno se hranijo tako, da stojijo z obema nogama v vodi, jo kalijo in nato vanjo potopijo svojo glavo in se potem hranijo z algami, raki, majhnimi ribami, ličinkami in drugimi drobnimi bitji. In tako poleg hranjenja v vodi preživijo večino svojega časa in večino časa se tudi ne hranijo in takrat v vodi stojijo z eno nogo. Torej med hranjenjem z obema, ko se ne hranijo z eno. Zakaj?
ker če bi stali z obema, bi zgubili telesno temperaturo od 40 do 50% hitreje, torej se s tem zavarujejo pred izgubo telesne toplote. Torej ne pred izgubo noge, ampak... Hkrati velja pa tudi obratno, ne? Če je voda topla, stojijo pa z obema nogama. Da se pogrejejo. Tako, Primož, čestitke. Ne? Uravnavanje temperature je pravi odgovor. Ja. No, a povem, kjer sem imel še v mislih. No, povejte. No, dajte. Mao Tse-tunga pa Snajper. Ne, Snajper ne. Snajper to ne. Tega Purana, turškega, tega sem vagal. Pa mogoče mi je val bil tretji sumljiv, ampak 2, 3, 5. No, čudovito. Na vagi. Ja, uspešen začetek leta je bil tole, ne, Primož? Ja, in se naj nadaljujemo. Ja, se slišimo. Lepo bodite. Enako, uspešen teden. Prvi delovni teden leta. Tako, da zmanjšamo gabarite. Da ne bomo gabaritasti, ja. Se slišimo, Primož. Ja, katerega greva najprej zdaj? Začniva s prvim, ker je tvoj najljubši. Ja, moj najljubši, nisem vedel tega podatka. Res, snajper oziroma snajperist oziroma po slovensko ostrostrelec je beseda, ki je nastala v 70. letih 18. stoletja med vojaki v britanski Indiji v povezavi s streljanjem na kljunaše. Angleška beseda za kljunaše je snipe. In zaradi svoje hitrosti, kamuflažne barve in nepredvidljivega letenja so veljali ti ptiči kot izjemno zahtevna tarča in lovci, ki so jih lovili, so morali biti pač dobri sledilci, strelci in tudi oni v varovalnih barvah. In ko so angleški častniki takrat domov iz Indije pošiljali pisma, so opisovali tudi ta lov in ga imenovali kot going sniping. Ja, in že v 18. stoletju se je tako prijel izraz snipe shooting, potem je iz tega v začetku 19. stoletja nastal še samostalnik za takega potrpežljivega in natančnega strelca, sniper. To, kar pomeni danes snajperist oziroma vojaški ostrostrelec, pa je v uporabi od Prve svetovne vojne. In da snajperist je torej beseda, ki etimološko izvira iz poimenovanja ptičev, natančneje kljunašev, ki jim po angleško rečejo snipes. Še eno poimenovanje ptičev puranov, ne? Avtohtona severnoameriška žival, to drži. Udomačili so jo že Azteki v današnji Mehiki za hrano, pa tudi verske obrede. Rekli so jim Huehualatl, približno guajalote po špansko, in v Mehiki še vedno uporabljajo to besedo poleg besede pavo. V Evropo so ga potem okrog leta 1520 pripeljali Španci in kako je prišlo do poimenovanja po Turčiji, torej Turkey. Ja, ko so jih priseljenci prvič opazili v Novem svetu, so jih zamenjali za njihove manjše sorodnike iz Afrike, ki so jih v Evropi takrat klicali turški petelini, turkey cocks, krajše turkey. V ZDA so potem postali in ostali kar turkey, čeprav, kot smo rekli, so avtohtono ameriški. Najbolj zabavno pri teh etimoloških zablodah pa je, da Puranu, torej Turkiju, v Turčiji pravijo hindi, ker so v preteklosti spet zmotno mislili, da so trgovci Purane prinesli iz Indije, morda celo ameriške Indije, v ameriških kolonijah so mu nekaj časa rekli celo Indian Turkey, ker so moreplovci sprva mislili, da so odkrili Indijo, skratka cele kolobocije. Če si upa kdo to ponoviti, ja. Don't v francoščini iz istega korena kot hindi, pa indiko polščini in še v ruščini indjuška, kje smo pa mi dobili, pa kdaj drugič Purana, ne. Kitajska. Veliki skok naprej je bil gospodarski in družbeni načrt komunistične partije Kitajske med leti 58 in 62. Mao Tse-tung je z njim skušal države iz agrarnega gospodarstva državo preoblikovati v komunistično družbo z oblikovanjem ljudskih komun. No, in eden od prvih ukrepov je bila, imenovala se kampanja proti 4 škodljivcem, to naj bi bili podgane, muhe, komarji in vrabci. In če recimo za prve 3 škodljivce še nekako razumemo, zakaj so jih hoteli zatreti, je bil razlog za odstranjevanje vrabcev zgolj to, da so kmetje poročali, da jim delajo škodo na
pač kitajskih poljih. Ne. Ja, izkazalo se je pa, da je v bistvu največja škoda to, da so potem se lotili odstranjevanja vrabcev in ptičev nasploh, ker je bil potem to tudi eden večjih razlogov za naravno neravnovesje na Kitajskem v tistem času. Pojavile so se kobilice, ki so uničevale cela polja žita in riža, in zgodovinarji danes, poleg nasploh zgrešenih politik Kitajske v tistem času, prav to iztrebljanje vrabcev omenjajo kot enega glavnih razlogov za veliko kitajsko lakoto, ki je trajala 3 leta med letoma 59 in 61. Ravno med velikim gospodarskim skokom. Ne. Med 15 in 55 milijonov ljudi naj bi umrlo, številke nikoli niso bile točno znane, ker pač nihče ni le zakaj vodil evidenc. Končava z meni najljubšim. Ptičjim repom, ne ptičjim repom. Ne. Že pred leti so raziskavo med ptičjim petjem v mestu in na podeželju delali nizozemski strokovnjaki in ugotovili so, da urbane ptice veliko hitreje in krajše pojejo kot iste vrste na podeželju. Mestne ptice imajo tudi višjo intonacijo in poskušajo različne vrste petja. Razlog za to, da so se ptice v mestu prilagodile zvokom, predvsem hrupom oziroma hrupu in si tako iščejo nove načine nekako, da si iščejo partnerje. Torej v vsem tem hrupu repajo, da pritegnejo. To raziskavo so sicer opravili na sinicah v 10 večjih evropskih mestih, med drugim Londonu, Parizu, Amsterdamu, Pragi, pa seveda na podeželju v teh državah. Skratka, mestne sinice so izbirale bolj, recimo temu, progresivne melodije, ki so jih strokovnjaki potem poimenovali kar ptičji rep.